Spoštovane udeleženke, udeleženci današnje spominske slovesnosti, pozdravimo prihod praporščakov. Pozdrav domoljubju. Tako smo poimenovali današnjo slovesnost posvečeno 25 letom samostojne Slovenije. Tudi zato nam je kot uvod v slovesnost našo državno himno zaigral trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, ki ga toplo pozdravljamo med nami. Poseben pozdrav pa velja seveda tistim, Poseben pozdrav tistim, ki jim je današnja slovesnost v prvi vrsti namenjena, vsem prisotnim veteranom osamosvojitvene vojne, tako pripadnikom teritorialne obrambe, danes združenim v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo na čelu z generalmajorjem Ladislavom Lipičem. In pa pripadnikom enot slovenske milice, danes združenim v policijskem veteranskem društvu Sever. Skupaj z njimi se danes spominjamo dogodkov v tistih prelomnih časih za slovensko državo in za našo prihodnost. K pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, lep pozdrav na Ravnah na Koroškem, spoštovana slavnostna govornika, cenjeni gostje, veterani vojne za Slovenijo, vsi domoljubi, veterani, tudi tisti, ki ste kot civili bili udeleženi v teh bojih, lep pozdrav na Ravnah. Kljub lepi proslavi na Holmecu smo se v naši občini odločili, da v okviru Ravenskih dni priredimo to proslavo kot v čast vsem vam, ki ste bili sedaj udeleženi v tistem času, v tistih bojih, ki so privedli torej do naše državnosti, katero letos praznujemo 25. obletnico. Proslava je namenjena predvsem vam, da se vam javno zahvalimo, da nekaj spregovorimo o takratnih časih in da smo vsi skupaj seveda danes tudi na Ravnah ponosni na našo domovino, na našo državo. Dobrodošli na Ravnah, hvala vsem za udeležbo, na Ravnah smo res domoljubi. Hvala, gospod župan. Glavno besedo pa bomo s tistim, ki jim danes izražamo zahvalo in priznanje za njihov prispevek, ko so se pred 25 leti pogumno postavili po robu jugoslovanski armadi in izbojevali zmago. Govora pričakujemo v imenu obeh veteranskih organizacij. Najprej pa vabim k besedi predstavnika policijskega veteranskega društva Sever, domačina magistra Zlatka Haliloviča, ki je pred 25 leti poveljeval enotam slovenske milice na Holmcu. Spoštovani gospod Halilovič, povabljeni k besedi. Spoštovanke, krajanke in krajani občine Ravne na Koroškem, župan dr. Tomaž Rožen,
župani ostalih koroških občin, poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika koroških veteranskih organizacij Sever Vinko Mlinšek in Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ivan Brezovnik, cenjeni praporščaki, gosti drugih veteranskih organizacij in društev, prijatelji, znanci in ostali udeleženci današnje slovesnosti. Moj govor bo glede na to, da je naslov današnje prireditve Pozdrav domoljubju, tudi namenjen domoljubju iz enega samega dejstva, da bomo ljudje znali razločevati med domovino in državo. Slovenski narod je skozi zgodovino preživel različne vrste domoljubja. Z oblikovanjem naroda in graditvijo identitete na skupnem etničnem poreklu konec 18. in 19. stoletja se zaradi odsotnosti nacionalne samoopredelitve in iskanjem historičnega vzora Karantanje ter oblikovanjem simbolov nacionalne zastave pojavlja najprej deželno domoljubje. Sem Korošec, sem Kranjec, sem Štajerc in na to domoljubje vezano na cesarja, ki se konča z obrambo domovine na Soški fronti. V obdobju kraljevine SHS in na to Jugoslaviji naj bi se domoljubje preneslo na novo državo in novega suverena, kralja Aleksandra, ki ga je utemeljeval s hipotezo o trojedinem narodu in tronarečnem jeziku. Deželno domoljubje namreč zastareva, saj pristanemo Slovenci od leta 1931 v kraljevini Jugoslaviji v eni upravno-politični enoti, Dravski Banovini. Domoljubje se usmerja tudi v skrb za Slovence v sosednjih državah. V drugi svetovni vojni nastopi najtežji trenutek v sodobni usodi naroda, ki so ga tri sosednje države s sovražnimi režimi razdelile med sebe s ciljem etničnega uničenja Slovencev. Svoj košček slovenskega ozemlja si je takrat odrezala tudi Pavelićeva nezavisna država Hrvatska. Kljub različnim reakcijam, odpor, pasivizacija, kolaboracija, odporniško gibanje brez poudarjanja nacionalnega poslanstva in domoljubja ne bi dobilo tako množičnega pozitivnega odziva. Po zmagi nad nacifašizmom se pojavi socialistično domoljubje, vezano na bratstvo in enotnost v Jugoslaviji. Slovensko domoljubje v tem času je bolj zakoreninjeno, a politično sumljivo v sintagmi nacionalizma in secesionizma. Do 80. let domoljubje z redkimi izjemami ni temeljilo na nacionalni osnovi. Slovenija je imela v Jugoslaviji velik gospodarski in politični vpliv ter majhno zastopanost v vojaškem delu varnostnega sektorja. Politična skupnost tistega časa je temeljila na razredni in ideološki identiteti ter kultu osebnosti. Proces osamosvajanja se je pričel z decentralizacijo Jugoslavije v 70. letih. Vsem vam je znan hrvaški Maspok, Kavčičeva liberalizacija, ustava SFRJ leta 1974, nerešena kosovska vprašanja, etc. etc. V tem obdobju pa nikakor ne smemo pozabiti dr. Cirila Žabota, ki je leta 1967 izdal znamenito delo Slovenija včeraj, danes in jutri, v katerem je prvi politično, pravno in gospodarsko utemeljil upravičenost in možnost slovenske državne samostojnosti. Titova smrt in naraščajoča gospodarska kriza sta povzročila spopad različnih konceptov nadaljnjega razvoja Jugoslavije, kjer se je slovenski koncept naslonil predvsem na ekonomsko moč in vse večjo pluralizacijo tako zaradi pritiskov Beograda kot lastnega in mednarodnega razvoja. 57. številko nove revije, Slovensko pomladjo, procesom Janša Borštner Tasić zavrl leta 1988 kot napadom na koncept mirovniške in pluralne družbe, Majniško deklaracijo 1989
in temeljno listijo Slovenije. Tu imamo kolega magistra Viktor Žakla, ki je bil prvi, ki je v slovenski parlament pripeljal pobudo in idejo v tem, da postanemo demokratična država. Pa bi mu dal iskren aplavz. Se pričnejo udejanjati zahteve po suvereni državi slovenskega naroda, ki se zaključijo s prvimi demokratičnimi večstranskimi volitvami v letu 1990, postopno vzpostavitvijo lastnega nacionalno-varnostnega sistema, plebiscitom 23.12.1990, slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991 ter mednarodnim priznanjem in sprejemom Slovenije 22. maja 1992 v Organizacijo Združenih narodov. Sodobno slovensko politično skupnost, ki je suverena, postavilo domoljubje, ki je bilo pogoj za osamosvojitev. Osamosvojitev je najpomembnejši skupni imenovalec sodobne slovenske politične skupnosti. Verske, nazorske in politične delitve znotraj naroda so normalno stanje stvari, ki ni krivo za slabo delovanje države. Saj gre v tem primeru za svobodno, naravno delitev, vse ostalo bi namreč spet vodilo v diktaturo. Žal pa so v politični pluralnosti ostale stare delitve med narodom, ki jih nekateri politiki s pridom izkoriščajo za ozke politične interese. Namesto, da bi se borili za preprostega človeka, za nova delovna mesta, proti razprodaji državnega premoženja in dobrih slovenskih podjetij tujcem, za tretjo razvojno os, drugi tir, tretji pomol Luke Koper, boljšo gospodarsko, ekonomsko in fiskalno politiko. Politični predstavniki, ki so bili sicer demokratično izvoljeni, ne bi smeli ukiniti naborništva in si ne bi smeli privoščiti tako šibke vojske, kot jo imamo danes. Ugotavljamo, da danes zavezništvo ne brani samo in zgolj demokracije, temveč vse prevečkrat tudi nevarne ambicije gospodarskih velesil, tudi z lažjo. Ukinitev policijskih uprav v državi in še predtem policijskih oddelkov in postaj kaže na napačne politične odločitve, ki so silile stroko v reorganizacijo, zaradi česar se varnostne storitve in sama varnost dokazano zmanjšujejo. Tudi ukinjanje ostalih regijskih inštitucij in centralizacija teh pomeni odmik države od uporabnika, zavestno pa so pozabili vzpostaviti regije. Stojimo na tleh opornega prelomnega stoletja Korošcev, kjer je dozorela slovenska državotvorna zavest in kjer ostaja zemlja prepojena s krvjo slovenskih mož, ki so bili boje z generalom Majstrom za severno mejo, sodelovali v zadnji bitki v Evropi na Poljani zoper nacistično vojsko in njenimi kolaborantskimi enotami ter hudih spopadih z jugoslovansko vojsko, kjer smo slovenski miličniki in pripadniki teritorialne obrambe na Holmcu izbojevali prvo zmago za samostojno Slovenijo in s tem posledično prisilili jugoslovansko vojsko k umiku iz države. Vse tri zmage v tem opornem stoletju so odločilno prispevale, da imamo danes svojo državo, da smo gospodari na svojem. In kaj sploh je domoljubje? Domoljubje je spoštovanje države kot ustanove, spoštovanje njenih inštitucij in istočasna zahteva, da politika dela v korist državljanov. Domoljubje je tudi delati za srečo in pravice sodržavljana. Nič manj ni domoljuben nekdo, ki posluša rock glasbo, kot tisti, ki mu ugaja domača narodno-zabavna glasba. Pri nas smo začeli mešati domoljubje z nacionalizmom in antikomunizmom. Slovenci smo bili Slovenci tudi takrat, ko smo bili pod državno upravo ilirskih provinc, Avstro-Ogrske ali pa Jugoslavije. Naj govor zaključim z mislijo magistra Vinka Ošleka, ki pravi:
da se lahko iz žalostnih pojavov dosedanje zgodovine naučimo, da resnično domoljubje v svoji trajnosti ne more temeljiti na uporništvu, temveč na zvestobi in ljubezni. Hvala. Magister Zlatko Halilović, tudi vam hvala, da ste z nami delili svoje misli. Prisluhnimo zdaj trobilnemu kvintetu Orkestra Slovenske vojske. Orkester sestavljajo pretežno diplomati Akademije za glasbo v Ljubljani, deluje pa v okviru enote za protokol Slovenske vojske. Naloge orkestra so sodelovanje na vojaških protokolih v okviru vojske in Ministrstva za obrambo, sodelovanje na vojaških prireditvah, slovesnostih in pogrebih z vojaškimi častmi ter sodelovanje na spominskih slovesnostih. Orkester nastopa v različnih zasedbah kot veliki koncertni orkester, protokolarni orkester, big band, pihalni kvintet, trobilni kvintet. Orkester vabijo na številne koncerte in festivale po Evropi. Redno se udeležujejo festivalov vojaških orkestrov v Avstriji, Italiji, Belgiji, Franciji, na Madžarskem in na Danskem. Komorne zasedbe orkestra, kot so trobilni kvintet, kvartet klarinetov, pihalni trio in druge, so nepogrešljive pri mnogih spominskih in kulturno-umetniških prireditvah. Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske nam bo danes zaigral dve slovenski koračnici, Na modrem nebu in Pod slovenskim praporom.
Se lepo priležejo ušesom domače vojaške koračnice, mar ne? Pa fantje znajo zaigrati še marsikaj drugega in nekaj tega bomo slišali ob koncu današnje prireditve. Predtem pa k besedi vabim še predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, general majorja Ladislava Lipiča. Spoštovani gospod Lipič, lepo povabljeni k mikrofonu. Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani domoljubi, gospod župan, podžupan, spoštovani Ravenčani, Ravenčanke, dovolite mi najprej, da izrečem iskrene čestitke ob pripravi te slovesnosti, ki je namenjena, kot sam naziv pove, domoljubju in označena kot praznik domoljubja. V letošnjem jubilejnem letu, ko praznujemo 25 let naše samostojnosti, je prav, da se ozremo v našo preteklost, daljno in seveda bližnjo, ter se spomnimo dogodkov, v katerih so ljudje želeli in, kar je najpomembneje, upali postaviti po robu različnim zavojevalcem, napadalcem in sovražnikom. Spomnimo se ljudi in njihovega upanja v boljše in lepše življenje ter svetlejšo prihodnost, njihovega poguma in visoke stopnje samozavesti, brez katere ne bi uspeli preživeti, in brez teh ljudi bi bil pod vprašaj postavljen tudi obstoj slovenskega naroda. Predvsem pa poudarimo, da so to bili domoljubi, pripravljeni žrtvovati svoja življenja za domovino, in naziv današnje slovesnosti, katero, kot sem dejal, so organizatorji poimenovali Pozdrav domoljubju, je prava priložnost, da se jih spomnimo z globokim spoštovanjem. Brez teh in takšnih ljudi današnje samostojne Slovenije gotovo ne bi bilo. Velikokrat so v svojem času bili prezrti in pozabljeni, jih je pa v svojem spominu ohranila domovina. V minulih mesecih in dnevih smo imeli priložnost velikokrat slišati besede, kot so domoljubje, domovina, dom. Pri naštetih besedah nas vedno navdaja ponos, samozavest, pripadnost domovini in seveda misel na lasten dom in domačijo, na kraje, kjer živimo, kjer imamo otroke, družine, prijatelje in znance. Zato imajo te besede v vsakem človeku, v vsakem izmed nas svoj pomen in svoje mesto. Kajti, kot je zapisal naš pesnik Oton Župančič, domovina je ena in vsem nam dodeljena. In za domovino so umirali naši predniki v obeh svetovnih vojnah in tudi v naši osamosvojitveni vojni. Prav je, da se jih še enkrat spomnimo s hvaležnostjo in globokim spoštovanjem. Spomnimo se in ozrimo se v zgodovino 20. stoletja in spominjajmo se uporništva slovenskega naroda in bodimo ponosni, kajti le tako bomo razumeli, zakaj moramo govoriti o domoljubju, o tem čustvu vsakega posameznika, ki se javno manifestira najbolj takrat, ko je domovina v nevarnosti in ko je potrebno stopiti v njeno obrambo. Tako kot so naši predniki stopili v obrambo pred fašizmom in nacizmom in kot smo mi, naša generacija, stopili v obrambo odločitve slovenskega naroda, ki je na plebiscitu izrazil jasno zahtevo, da želi živeti v lastni, samostojni državi Sloveniji. Zato razumemo to uporništvo v vsej njeni tragičnosti, v vseh vidikih veličastnosti in v vseh njenih številnih žrtvah. Zavedajmo se številnih bolečih spominov, spoštujmo pravico vsakega do teh spominov in se zavedajmo, da vsi ti spomini terjajo pieteto. Vendar to ne pomeni, da lahko potvarjamo zgodovino in dogodke, to ne pomeni, da smemo izenačevati izdajo z bojem za svobodo. Ne dovolimo prenašati prepire, vezane na drugo svetovno vojno in boj partizanskih borcev za svobodo, na našo osamosvojitveno vojno. Oba ta veličastna dogodka v zgodovini slovenskega naroda imata svoj sijaj, pa tudi madeže, vendar sta dosežena cilja, svoboda in uničenje fašizma in nacizma, ter dosežena samostojnost naše države v začetku 90-ih let minulega stoletja. To sta dosežka, ki nas uvrščata med ponosne in zmagovite narode.
Zato tisti, ki smo rojeni po drugi svetovni vojni, predvsem pa tisti, ki so rojeni v samostojni Sloveniji, težko razumejo stalne prepire in potvarjanja zgodovine. Dolžnost vseh nas je, še posebej pa predstavnikov našega javnega političnega življenja, da zavedno zaprejo ta plaz prepirljivosti in medsebojnih obračunavanj korist svojih strank ter svojo osebno korist. Takšno početje ni domoljubno in ne prispeva k našemu sobivanju in skupnemu sožitju. Spoštovani, ko danes v drugem desetletju 21. stoletja govorimo o uporništvu, zoper današnje razmere ne moremo in ne smemo govoriti in razmišljati samo o razmerah znotraj slovenskih meja. Razmere v Evropi in svetu so ne samo zapletene, temveč nevarne in na robu obvladljivosti. Ne samo poslušamo, tudi gledamo posledice zločinskih terorističnih dejanj, v katerih so žrtve nič krivi ljudje in še posebej otroci. Nihče se ne sprašuje o vzrokih, pač pa vsi govorijo le o posledicah in temu primerni so tudi ukrepi držav in njihovih voditeljev. Ob vseh teh dogodkih se širi tudi val nasilja, ki počasi prestopa tudi meje Slovenije in nam nazorno kaže, da nasilje ne pozna meja. Začenja se nam maščevati kultura pometanja težav pod preprogo zaradi ljubega političnega miru. Pa vendar še vedno nočemo spregledati in ne vidimo, da smo naše nacionalno varnostno področje s skrajno politizacijo skoraj da razsuli in danes želimo in zahtevamo od sedanje vlade takojšnje ukrepe za razrešitev tistega, kar je od tega za mirno in varno življenje naroda pomembnega sistema še ostalo. Takšne zahteve pa izražajo ravno tisti, ki so z napačnimi odločitvami ter nameščanjem strankarskih in nekompetentnih kadrov takšno stanje v nacionalno-varnostnem sistemu tudi povzročili. Tudi o domačih razmerah je potrebno spregovoriti odkrito, vendar zavedanjem, da želimo naprej odpraviti pomanjkljivosti in zablode, vendar jasno povedati, da tega ljudje, ki so nas pripeljali v takšen položaj, ne morejo uresničiti, pa če so še tako priljubljeni v javnosti. Uspeli so potegniti enačaj med resnico in lažjo, med krivico in pravico in beseda, sploh pa dejanja, katera bi lahko ocenili kot pravična, zaradi vsega tega izginjajo iz našega vsakdana. Kajti tudi demokracija ima svoje meje in tudi pravica do svobode govora ni neomejena, pač pa je omejena s pravicami drugih ljudi. Nam vsem na očeh se naša civilna družba spreminja v strankarsko civilno družbo, katera uresničuje strankarske cilje in ne splošno sprejete cilje, ki vodijo v izboljšanje stanja in večje blaginje vseh ljudi. Nam vseh na očeh nastaja tiha večina ljudi, prisiljeni v boj za lastno preživetje in zaradi tega se nočejo opredeljevati kot bodisi levi ali desni, in se nočejo ukvarjati z javnim prostorom, ki so ga zasedli politikanti, pač pa brezvoljno pričakujejo, da bo enkrat boljše. V takšnem obnašanju ni zaznati ne duha uporništva in še manj želje po boljši prihodnosti. Takšno obnašanje nas niti malo ne spominja na začetek 90-ih let, v katerem smo imeli čast in privilegij sodelovati in ki je bil nekaj izjemnega. Pa ne zaradi toliko poudarjene enotnosti, pač pa zaradi tovarištva, visoke stopnje samozavesti ter medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Torej, tudi danes zastavljam vprašanje sebi in vam, ali biti tiho iz dneva v dan poslušati laži, spodbujanje delitev, potvarjanje zgodovine in seveda podobne nečednosti. Ali pa se odzivati z resnico in poštenim obnašanjem ter živeti v prepričanju, da bo zmagala resnica. Jaz pritrjujem temu, kajti to je pomembno zaradi naših otrok in vnukov, da bodo poznali resnico o zgodovini svojega naroda in nastanku svoje države, ter da jim čez desetletja ne bo potrebno zardevati pred nikomer. Kajti tudi to je domoljubno, povedati resnico za boljši jutri. Zato še enkrat ponavljam, ohranjajmo spomin na našo zgodovino, na naše uporništvo, na našo osamosvojitev in osamosvojitveno vojno. Razumimo njeno sporočilnost, da je bila to vojna za lastno državo, vojna za našo samostojnost in tudi severenost, vsaj takrat. Mi pa, spoštovani, bodimo ponosni, bodimo solidarni,
Bodimo pošteni, pravični in samozavestni ter zaupajmo vase in našo skupno prihodnost. In ta bo dobra le, če jo bomo državljani in državljanke znali in vedeti ter hoteli narediti dobro. Še enkrat iskrene čestitke in hvala, da sem imel priložnost govoriti danes. Spoštovani general major Lipič, hvala za vse povedano. Kot smo obljubili, bomo za konec še enkrat prisluhnili zvokom iz glasbil trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske. Za dobro razpoloženje nam bodo zaigrali vsem dobro znano Avsenikovo skladbo Na Golici. Prisluhnimo. Trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske. Spoštovani, današnjo slovesnost zaključujemo v tem razigranem vzdušju. In prav je tako. Hvala za sodelovanje trobilnemu kvintetu orkestra Slovenske vojske, hvala govornikom in hvala vsem, ki ste se tega dogodka udeležili. Še naprej uživajmo v prijetnih avgustovskih doživetjih ravenskih dnevov. Spoštovane, spoštovani, pozdravimo še odhod praporščakov.